To je maketa Stiškega samostana in tukaj vidimo, kaj vse so oni skozi stoletja počeli. Dejansko je bilo to mesto v malem, zato se ti mogoče zdi, da je to cela Stiška vas oziroma kraj, ampak ne, samo samostan. So tukaj živeli pa skozi? Ja, od 1135 nekje so menihi tukaj. Razen 114 let, ko je bil samostan vmes enkrat zaprt, jih pa ni bilo, ampak so pa drugi živeli tukaj. A je bil samostan odprt za vse ljudi ali samo za menihe? Samostan je bil namenjen bolj ali manj menihom, ne? Kaj bomo pa danes videli v muzeju? V tem muzeju bomo videli, kaj mi vse dejansko zbiramo. Ukvarjamo se z sakralno dediščino, se pravi, zbiramo predmete vezane na krščanstvo. Kaj prikazuje ta menih? Ja, to je lutka meniha pisarja, ker je v bistvu tole rekonstrukcija starega skriptorija, nekako 12. stoletje želimo prikazati tukaj, ker v tem času je v Stični nastala izredno lepa zbirka romanskih rokopisov, kar so pa v bistvu ene največjih zakladov, kar jih imamo na Slovenskem. Takole nekako je izgledala knjiga takrat in tole je iz 12. stoletja. Seveda je to samo kopija, ne, originalov tukaj nimamo, ker enostavno nimamo takih pogojev, kjer bi te knjige hranili. In to tudi mora biti zelo skrbno varovano, da kdo ne ukrade. Zato to hranijo v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. A je ta knjiga napisana v slovenščini? Ne, to je vse v latinščini. Je pa ena knjiga zelo zanimiva, ki je tudi tukaj nastala v Stični, ampak močkan kasneje. To je Stiški rokopis iz 1428, ki pa je bil pisan v slovenščini. To je tretji najstarejši zapis slovenščine pri nas. Jaz od teh črk ne bi znala prebrati. Naš Gospod je od smrti vstal, od njega bridke martre. Gospod na tej sliki mi je pa nekam znan. Ja, to je pa gotovo eden najbolj znanih stiških menihov, pater Simon Ašič, ki ga pozna kar precejšen del Slovencev. Bil je zeliščar, nabiral zelišča, začel že med drugo vojno, ko ni bilo zdravil. Tako da po vojni so ljudje masovno prihajali sem, da bi jih on zdravil. Ali v tem muzeju vidimo celotno zgodovino krščanstva? Ja, v našem muzeju se trudimo, da bi predstavili celotno zgodovino, čeprav gre za res dolgo obdobje, to je kakšnih 1700 let. Kaj pa lahko vidimo v tej sobi? V tej sobi je predstavljen en segment, to je ljudska pobožnost. Tukaj imate procesijski križ, razpelo, Božji grob za nami. Vse je pa na temo sakralne premične umetnosti. Kaj pa je to ljudska pobožnost? Ljudska pobožnost so predmeti, ki so jih preprosti ljudje uporabljali, da so izkazovali svojo vero. Kaj predstavljajo te menihi za vami? Aha, tukaj imamo postavitev, ki nam prikazuje različne meniške redove pri nas. Tole je že nam poznan cistercijan, tole je dominikanski menih, dominikanka in pa benediktinec. Kaj bi bilo tukaj pred nastankom muzeja? Predtem je bila tukaj šola, ljudska šola, se pravi danes bi rekli osnovna šola in tudi gimnazija. Med drugo vojno so bili v teh prostorih nekaj časa tudi vojaki. Med prvo vojno recimo je bila to vojaška bolnišnica. Še pred tem v času razpusta, ko menihov tukaj ni bilo, so bile tukaj razne stvari, od uradov, pošte, sodišče, zapori, razna skladišča, imeli so hleve. Še pred tem pa so stavbe služile tistemu, čemu so bile v bistvu zgrajene. To so bile stavbe, v katerih je živel opat in pa cerkveni dostojanstveniki, plemiči, ki so prišli sem na obisk. In cel urad, ki ga je imel opat, da je vodil to ogromno posestvo.